Že tukaj Valentin, ura je 13. Oglašam se iz sprehajalne poti Biotehniške šole Maribor. Fajn sončen dan je danes. Opazil sem, da mi manjka sprehod v naravo, da že dalj časa nisem šel na kakšen uro ali 2 ure trajajoči pohod. In to je vsekakor priporočljivo, da se telo nekako znotraj premeša, da se ustvari spet neko ravnovesje. V zvezi s tem bi lahko še povedal nekaj besed. Glede na to, da sem poslušal ravnokar meddimenzijske intervjuje z mačkom. In kako torej mački dojemajo človeka in samega sebe, kako nas vidijo. Mački, kot v glavnem vse živali, imajo zmožnost meddimenzijskega vida, torej da vidijo sisteme, energije, miselne vzorce, vsako celico telesa, in človeka vidijo kot izjemno ločenega od svojega fizičnega telesa, v bistvu popolnoma nepovezanega s svojim telesom. Ljudje smo tudi zelo ujeti v neke časovne okvire. Imamo vnaprej splanirane stvari, določen delovni čas, službo, in če nam kaj prekine ta naš ustaljeni delovni plan, potem se seveda običajno razjezimo. Ljudje, ki imajo mačke kot domače živali, imajo svojevrstne izzive, zato ker običajno mački kličejo k njihovi pozornosti ravno takrat, ko jim to zelo hodi narobe. Zakaj je tako? Mački namreč podpirajo človeka pri procesu samospoznavanja. In ko vidijo, da je človek zelo ujet v neke miselne vzorce, takrat pridejo do njega in ga na prijazen, nežen način povabijo k igri. Ljudje pa seveda takrat rečemo: joj, spet ta zoprn maček, in ga odženemo stran. Toda mački so seveda vztrajni. Ne zamerijo, ne razjezijo se, ampak vejo, da pač je potrebna samo vztrajnost, če se želi nekaj doseči. In fino je, da ljudje takrat mačku prisluhnemo, da se vzamemo tisto minutko, 2 pavze in se mu posvetimo in se malce sprostimo, da se zopet prizemljimo. Pomembno je torej, da poslušamo te nasvete, impulze živali, ki nas opozarjajo na to, da je priporočljivo biti čim bolj povezan s svojim fizičnim telesom, da se čim bolj izražamo skozi gibanje in da ne zapademo v neke vzorce strahu pred tem, da nam bo zmanjkalo časa ali da nekaj ne bomo zmogli narediti. Ker poglejte recimo, kako živali enostavno preprosto živijo,
kako majhne imajo potrebe. Nekaj so potrebe fizičnega telesa, neke življenjske potrebe za preživetje, vse ostalo pa so samo dodatne želje. In človek dejansko potrebuje za preživetje samo zavetje, toploto, hrano in to je vse. No, recimo še vodo, pa zrak, pa tako naprej, ampak ne bomo šli v podrobnosti. Ampak zelo enostavno in hitro lahko zadostimo svojim potrebam. Če pa pogledamo, v kakšne vse določene želje, ideale, pričakovanja smo še poleg tega ujeti in kako nas potem te želje odvrnejo od tega, da bi sploh kvalitetno živeli na tem svetu, potem lahko vidimo, da smo zelo zgrešili bistvo življenja. Priporočam vam, da tudi vi poslušate te intervjuje z živalmi, še posebej za mačkom, če imate doma mačka, ker nas na zelo zanimiv način učijo in ozaveščajo o določenih stvareh, na katere smo ljudje pozabili. Povezave do teh posnetkov lahko najdete v opisu tega videa. To bi bilo vse za danes. Jaz grem sedaj nadaljevati s sprehodom. Lepo se majte in nasvidenje.